Nocoj kaj dogaja, gostimo enega najboljših slovenskih kolesarjev, zmagovalca etape na sloviti dirki po Italiji in šestkratnega udeleženca dirke po Franciji. Z nami je Luka Mezgec. Luka, pozdravljen. Živijo. Dobro večer, živijo. Luka, v zadnjih 6 letih doživljamo en tak fenomen slovenskega kolesarstva. Slovenci osvajate praktično vse zmage, kar jih je možno. Kaj je razlog? Kaj imamo, kar drugi nimajo? Res je, ne? Kar noro obdobje je teh zadnjih nekaj let. Kva pa vem, kva imamo? Slovenci imamo trmo, ne? Pa mogoče malo te sosedske fovšije. Imamo dobre pogoje? Dobre pogoje, a ne? Če si fovš na soseda, ki gre boljš na kolo in pol ti treniraš in greš skozi bolj. Ta fovšarija nas je daleč pripeljala. In sosedje so skozi bolj širok doma in ti skozi bolj treniraš, da si še zmer najboljši. Vsaka stvar je za nekaj dobra. No, vidiš. Kolesarjenje je zelo popularno, iz leta v leto bolj. Kaj pa publika, navijači ob progi? A so se tudi kaj spremenili, so bolj disciplinirani, so bolj prijazni do vas tekmovalcev? Kako je s tem? Mislim, da ne. Niso bolj prijazni. So še zmer euforični, ampak to imamo mi radi. Tega ni na treningih in na treningih je nekako malo dolg čas, ko treniraš in v tišini si skozi, pa končno priješ na dirko in vidiš špalir ljudi in ko se ti mečejo pred kolo in tulijo in vohaš pivo, vohaš švic, vse to. Kaj najbolj moti? V bistvu najbolj moti, da se ne moreš ostaviti pa enega spiti, ker si na tistih hribih. A so te navijači razlog, zakaj smo v zadnjih letih priča tudi takmu napredku v kolesarstvu? Mislim, hitrosti so vedno večje, rekordi padajo pri vzponih. Navijači zagotovo ne. Mogoče dodajo tisti procentek, ampak to je bilo tudi včasih. Zdaj se je res spremenilo veliko materialu. Gume so veliko drugačne, kot so bile včasih. Recimo en tak banalen primer je, da včasih smo pumpali gume 8 barov, danes jih pumpamo okrog 4 bare, se pravi pol manj, in imaš manj teh mikrotresljajev, tako da ti kolo nič ne upočasnjuje. Druga je pa siguren nutricionizem, ogljikovi hidrati, število teh se je ful povečalo. Včasih smo dirkali nekako na 50, 60, 70 gramov na uro. Danes je pa kar nek zakon, da si okrog 120 gramov na uro, se pravi 3 geli po 40 gramov vsako urco in pol lahko dirkaš v bistvu čez cel dan. Včasih smo dirkali mogoče na začetku, da se je izoblikovala obežna skupina, pol je bilo kar ene 2-3 ure zatišja, je bilo čas malo se zgovarjati z drugimi in pol zadnje 2 ure spet dirka. Zdaj pa dirka od štarta do cilja 5 ur na polno in zato se to tudi dvigne ta povprečna razlika. Ampak kaj pa recimo pri motociklizmu ali pa pri Formuli 1? Zelo pomembno, pri katerem moštvu si, oziroma od motorja je zelo pomembno. A pri kolesarjenju je pomembno, kjer kolo imaš, kakšen kolo imaš? Vse tukaj razlikuje kolo od moštva do moštva? Ne to, kakor v motošportu. Pri nas se majčkeno razlikuje, predvsem v šprintih. Vemo, takrat po 200 kilometrih vržemo tisto kolo in se fotofiniš vidi, ne vem, v 1 metru je 6 kolesarjev, vemo pa, da je ful razlika, ali ti zmagaš, ali si 6. zmagovalec, odnese vse 6, gre pa z dolgmo nosan dam. Tako da siguran je v materialu. Ja, majčkeno se čudi, ne moramo pa reči zdaj, da bi Pogačar z drugim kolesom bil slabši. Prej nasprotno, on je imel zmer slabši kolo, zdaj zadnja leta so dodelali tudi njegov kolo, zato je ta razlika še večja, ampak ja, zmagoval je tudi takrat, ko je imel dosti slabši kolo kot vsi ostali. Kje pa najboljše ekipe iščejo mlade talente? Med mladinskimi selekcijami kolesarjev ali iščejo še v kakšnih drugih vzdržljivostnih športih? Majčkan trenda je, da pridejo tudi iz drugih športov, ampak to je res redko. Največ je pač ta mladinska kategorija, agenti spremljajo in kar hitro se tudi v kolesarstvu vidi, kdo bo uspel in kdo ne bo. Res pa je, da je mogoče, glede na to, da je vzdržljivo šport, dalj časa rabiš trdega dela, da nekaj dosežeš in zato se tudi kakšen naredi tam pri 24, 25, predvsem v čas, zdaj pa že pri 18, 19 so mladinci toliko resni, da vsak stop v profije je že na 100%. Spremljajo recimo tudi amaterje? Niti ne. Amaterji mislijo, da jih spremljam, ampak jih ne. A je kakšen, ko greš za vikend voziti kolo, pa ga naletijo na njegove te rezultate na te spletni strani, oziroma kaj ta... Strava. Ne spremljajo. Ne, se ni zgodilo to nikoli. To je fama. Ker tudi Stravo lahko ti hitro pregolfaš. Ker jaz vidim, kakšni so zelo zagnani. In greš 100 na uro po ravnem.
ne gre Ni, tako. To je ena druga, Nažalost ne. To je ena druga liga. 2014 si postal prvi Slovenec, ki je osvojil etapno zmago na legendarni dirki po Italiji. A je to tista češnja v tvoji karieri, a so bile druge zmage, na katere si bil? 2014 že toliko dela, že se že kar slab spomnim. Hiter gre čas, ne. Ja, siguran je to največji dosežek moje kariere in tudi mogoče osebno najbolj pri srcu, vsekakor pa kakšna etapna zmaga na dirki po Sloveniji z domačimi navijači in ker je bilo tudi tako dosti pritiska, vedel sem, da je etapa zame in pol nekako dosežen to, mi zagotovo tudi ostane v lepem spominu. Luka, najlepša hvala za obisk v studiu. Mi da ti želiva še veliko zmag, dobrih rezultatov, ustvarjalne energije. Tekmovalne energije. Hvala.